Odziv na tribunah je povedal vse. Veliko navdušenje ob lepi zmagi proti pogosto neugodnim Koprčanom. Ob številnih priložnostih so za visoko zmago poskrbeli Vršič, Tavares, Ibrahimi in še enkrat Tavares. Zahvaljujem svima jer bila jedna prekrasna atmosfera, bila jedno veliko zajedništvo, sa svih strana su igrači imali potporu. Naravno da su to isprovocirali igrači jer su od samog početka krenuli jako dobro. Sve to ispunjavanje zadataka, njihova ogromna energija, kao nagrada je došla ova visoka i uvjerljiva pobjeda koja nam jako znači za naše samopouzdanje. I ono što sam rekao na polovremenu, samo ću ponoviti samo vama tu, jako sam ponosan na svoju ekipu. Kruno Jurčić je znova posegel po rošadah v moštvu, pogojenih z odsotnostjo kaznovanega Stojanovića. Da ne bi spreminjal dobro delujoče trojke vezistov iz Krškega, je povratnika Filipovića preselil v obrambo, Mertel pa je zasedel mesto na desnem boku. Pred tekmo še krajša slovesnost, saj je Jean-Philippe Mendy obeležil svoj 100. nastop v vijoličnem. Ko se je začelo zares, se je začelo z razveljavljenim golom v 6. minuti. Ibrahimi je podal pred gol, kapetan pa najprej še preblizu gostujočem golu. Prvi in edini poskus v prvem polčasu, na drugi strani 2 minuti kasneje, toda ob strelu Galešiča Handanović ni imel težav. Potem pa do konca polčasa stopnjevanje pritiska in zvrstilo se je nekaj lepih priložnosti. Najprej je razigrani Santi meril v nasprotni kot, vratnica pa je prvič preprečila Veselje. Drugič je bil okvir gola na poti v 35 minuti, ko je znova preigraval Santi, njegovo podajo pred gol pa je Kapha preusmeril v prečko. Napadalna igra se je enostavno morala obrestovati in Dare Vršič je po čudoviti podaji Vilerja v 39 minuti potrdil odlično strelsko formo. Še pred koncem polčasa je goste še tretjič rešil okvir gola, znova v vlogi asistenta Viler, sreča pa tokrat ni bila na strani Mendyja. Začetek drugega polčasa v podobni prevladi prvakov, po podaji Tavaresa prvi do priložnosti Mendy. Na drugi strani Koprčani nevarni po prekinitvi, v 54 minuti poskus Štulca, Handanović ga je zaustavil. Potem pa še ena priložnost za povišanje vodstva. Strel Mendyja je Simčič odbil, Santi pa ob posredovanju gostov ni bil dovolj natančen. Toda Veselje je bilo predloženo samo za nekaj minut. Po odvzeti žogi na polovici Kopra domiselna podaja Ibrahimija, kapetan pa je v golgeterskem slogu povišal na 2:0. Le 2 minuti kasneje asistent tokrat v vlogi strelca. Mendy in Vršič sta izvedla akcijo po levi, Simčič je strel Vršiča odbil, na pravem mestu pa je bil Agim Ibrahimi. Priložnost za znižanje je na drugi strani zapravil Goberac. Kazen pa le 3 minute kasneje, ko se je Ibrahimi zavihtel na vrh lestvice podajalcev, Tavares pa spretno za svoj 6. gol v sezoni.
Do konca še zadetek Santija, ki je bil razveljavljen zaradi ofsajda, podobno nekoliko kasneje tudi Tavaresov. V zadnji akciji na tekmi pa je do zaključka prišel še Volaš, toda Simčič je preprečil petardo. Končnih 4:0 za potrditev vzpona in vračanja samozavesti. Treba biti potrpežljiv. Vemo, da v športu je veliko segmentov, kateri so na drugi strani in bili smo v slabem momentu, zdaj se počasi vračamo. Hvala gledalcem, da nas podpirajo i v dobrih in v slabih trenutkih in samo z njimi se lahko vrnemo na želeno pot. We can see we start good and we finish good, and the most important is we enjoy on the game. I think we can see it on the pitch, and of course we are happy to win this game, to take 3 points and to make happy the fans, because I think long time they didn't see Maribor play like this at home, so I'm happy for this. Sedaj sledi dvotedenski premor, v katerem bo na reprezentančnih akcijah 6 nogometašev, Ibrahimi v članski ter Stojanović, Hotić, Bajdec, Otman in Janković v mladih. Po premoru pa se bo nadaljevalo v soboto 17. oktobra v Celju.